Če kdo, potem je on brez dlake na jeziku. Anton Toni Lisec, zadnji rudarski sindikalist in rudar, kot sam pravi, do smrti. Jaz pravim, mi Zasavci smo tukaj nesposobni, da tudi pokraditi nismo znali vrniti. No. Včasih sem občutil dubo na RTH, ne, da smo mi tako ne bodi ga treba, ne, po jamih noter. Ne. Se oproščam, ampak tako nežalost je bilo. Ne. Inštanca uprave, to je bilo kot pršo, ne vem, po mojem v Pentagon prej prideš, kakor tam dol. Ne. Nisem bil najbolj pridni delči tega. Jaz sem bil, zakaj pa misliš, da sem jaz knap? Jaz sem bil Luj Svetovni, jaz sem za te prvi štipendijo Amsterdam, jaz sem imel lase do pizdana. Ta prav rudarstvo strokovnjaki, ne, ker jaz nisem ta prav, ne, so še bolj boljši, ne, so samo 10 let delali, so bolj boljši, ker so tudi iz težjih obdobij iskali. In pa tako rekel, ne, da obdobja sama v rudarstvu, tele na Kvantski je bilo, no, tu bom pa povedal, ne, zadnjih 10 let v Jamo Ojstro so pobi še enkrat, mi rekel, tisku so tlele kapo dole, samo to. Ker tu je bila prvinska knapušna, zafukana kot presica, ne, tu je to. In zato jih jaz spoštujem. Veš, kaj me najbolj boli pri vsem tem, ne? Pol kenket konc, ne? Tisku ankoli niso, po domač povedan, kurba, kapljice stil, ali pa tudi med zraven imajo največje gobce, ko je bilo tle vse narobe. Ko je bilo prav, pa ko ni bilo prav, ne? Jaz pravim tako, ne? Stvar se je enkrat zaključila, tu je neimenovno, odločila se je država, lastnik, tu smo pa posledično tudi mi, ne? Tukaj sem že prej rekel, tu je bila, ni bila strokovna odločitev, ampak je bila politična, ali pa ne vem, interesna odločitev je bila to. Od nekoga, da je pač lahše, tja pa ni. Tako jaz to gledam, laičen, ampak ni daleč od resnice. Me pa moti bolj, da so še kar isti akteri se v teh zgodbih še vedno nekje v dozadju, nek lupeta, ki so imeli vse vplive, vse vzvode moči, pa tega niso naredili. Ne vem, se smo že govorila, ali pa smo se tako pogovarjali, ne? Konzervancija, pa ne tu se jaz ne spoznam, ker jaz sem bil knap, nisem jaz inženir, da bi jaz pametval zdaj, pa energetik, pa ko je stvari, jaz pravim, prehajamo v obdobje, ko bomo verjetno precej rabili še fosilna goriva. Pa ne gledam črn, ampak sem pa objektiven po teh letih življenja. Da verjetno take stvari rabili. In meni ni jasen tule nevratno nos zapreti. Ali pa pogledaj Gepel v elektrarn. Razreže za en kurču železja. Kva tja prav feknuca, kvaka žičnica bomo zdaj delali, lepo te prosim. Mi v Trbovlji, ali pa v Zasavju, bom splošen govoril, mislim, jaz predvsem sem Zasavc. Sem prvi Trbovc, ampak sem tudi Zasavc. Ampak, mislim, dokler mi govorimo o neki povezanosti, pa kje, če se ne moramo, jaz pa sosed se ne moramo zmeniti, kje se bojo, vidiš, oni kurci. Ne vem, ja. Misliš, da bi takrat, ko so sprejeli neko odločitev o zapiranju, lahko še imeli odprto, oziroma ali so sploh sprejeli to odločitev o zapiranju? Lej, se pravim, tle, ne vem, malo za nazaj gledam, se pravim, pa bom spet rekel laični. Moja videnja so čisto laična. Jaz pravim, en takem star amater sem v tem, ko bi rad, in enkrat prišel tem do konca. Zakaj, ne? Mislim, zakaj. Ja, razumem, lej, trendi so bili ekološki, vidimo, kam je to pripeljalo, da na koncu ne bomo imeli kotke skuhati, da ne bomo znal več nič delati, ampak tako nažalost pač je, ne vem, in tudi iz tega, vzlic tega je bilo pač tudi, da je pač do tega prišlo, ne. Jaz ne vem, meni je ne žal, jaz pravim, jaz se strinjam, da tu pač, če že gledam čisto človeškega vidika, je tu zelo zahteven del, pa le govorijo krčijo. Je pa tudi res ena stvar, da se ljudje sami odločimo za določene stvari, da živimo še relativno v svobodnem sveti, čeprav marsikjer pravijo, da ne, mogoče v časnem momente celo preveč v svobodnem, ker pijelo anarhijo, ker jaz trenutno ta svet vidim kot en skup anarhij, zmešanih, pretegenih, kar me tudi skrbi malo. Ne, se nimam niti vpliva na to, ampak nekako, ko pa gledam čez teh skoraj 60 let življenja, pa vidim, da pa fajn pa tu ni, no. In tudi tle doma v Zasavju ali pa nasploh v Knapošni je pa vsaj zadnjo obdobje preslikava tega. Se mi zdi, da so society, ki so zdaj tukaj, so bila obdobja, ki so bile tudi v rudarstvu v Zasavju. Tako je bilo. Da, in kdo meniš, da je sprejel odločitev, da zdaj pa res dost rudnike zapremo, konec v Zasavju? Jaz mislim, da so, spet se pravim, ne vem, je to, jaz mislim, da te odločitve niso padle, daleč od tega, da bi tukaj doma, ne, je pa spet bom še enkrat povedal, da so pa bili odločevalci prav iz teh krajev tedi, ki so se te ključne poteze vlekli, zakaj niso te stvari drugače zapeljali. Jaz ne stremim k tem, da bi to moglo vleči v nezavest, tako kot zdaj pravijo, ne, zapiranje.
Jaz sem še enkrat bom rekel, leta 2000 ali pa leta 99 s famoznim referendumom, odločevalci, ki so imeli vso politično moč. Te stvari, to so strokovne stvari, niso zgolj peščica ljudi strokovnjakov ne odloča. Ne pa slovenska javnost. Normalno, da jih v Prekmurju boli kurac. Kam bomo gnar metali? V teh 1/4 milijarde, koga je že poniklo. Ampak tudi tle je, pa nam nočem benemu bran stopiti. Teh 1/4 milijarde je šli tudi za prednostno dispečiranje, pa za razne razvojne agencije, pa ne vem kakšne neumšne. Ne? Pa je ta gnar kar zginil. Zdaj se vsi pravijo, ker jaz sem en tak, jaz se ne skrivam za sabo, mislim, jaz javno to povem, ne. Jaz pravim, mi Zasavci smo tukaj nesposobni, da tudi pokraditi nismo znali vrniti, no. Tu imamo mi problem. In zato smo, ker nismo enotni, ker ne znamo neko vizijo in neke zgodbe, pa če nov energet, bo pa v nečem drugem. Ampak spet sanjamo v stvareh, o nekem globokem turizmu. Kaj globok turizem? Zasavje je predmet obiska za dan, 2. Pogledaš luknjo, s biciklom se pileš, nekaj poješ, pa greš domov. To je to. Ampak mi stalno stremimo k nečem tistem, kar praktično ne moramo imeti. Ker nismo zanimivi, lejte, mi bodimo pošteni, živimo v svetu, tudi mi smo sami neki sveta videli, da taka sredina, kot je Zasavje, ima neko specifiko. Ne, tisto opevano, kako že pravimo, Kameradschaft. Ne, ta beseda mene, ki je... Kaj meniš o tej besedi? Ta beseda se je zelo izgubila na svojem tistem prvotnem pomeni. Ne. Zakaj? Meni v tem novodobnem obdobju, mislim, v tem obdobju zdaj bolj pomeni, pa spet mogoče malo preveč politično, ali karkoli, nepotizem, klientelizem, pa še kaj drugega. Kameradschaft, sama beseda je izvirna, že jaz jo zelo malo poznam, mislim, jo častim, ampak dejstvo, tudi jaz v sami Knapovščini, če sem čisto pošten, sem jo res čutil 4 dni za cajta zadnjega štrajka. Ko ste ostali v jami, zato ker pač niso bile ugotovljene pravice. Zato, ker je bilo čisto pravice, ne, nam so učitali, da pač izkoriščamo prostor, kjer delamo. Ne. Jaz pa tu je legitimna pravica, ima poštar, ne pošt, mi pač v jam, pač ima neko simboliko, hvala Bogu, da ima, ker v končni fazi smo pa le tej družb, vsi posledično tudi z našim prednikom neki dali. In kot lokalni, in kot širši, slovenski in pa prej jugoslovanski. In mjane te stvari, ta beseda precej izgubila, no, na svojem tistem pravem pomeni, kar ne bi pomenila. No. Pa je včasih pa bila v jami, ti si delal v jami, je bil Kameradschaft ali tudi ne? Jaz rečem, ti si šaft, mjane tako, kurba, malo preveč je to vse skup, ne, vse veliko tujk, pa vse, kumarati, veš, že smo bili, ne. Mjane, jaz se pravim, ko slišim od Orlika, ko ima tle, zanj smo v to srečo, pa so snimali spet ta single in sem bil zraven, pa smo, jaz ne vem, v Trbovlji smo še kumarati doma, ne, mislim, ja, kumarati smo, mislim, tu si ali pa nisi, ne, se z nekom si lahko ti vsak dan šihti, pa no še koliko kumarati, čeprav sta knapa, ne, to je človešk, ti se z nekom razumeš, v danih pogojih, kakršna je jama, se pravim, jama, vsa čast, v tem zadnjem obdobju, jaz se vedno, tle sem jaz tudi malo med te starejši knapi, ki so po 20 letih že mogli penzionirati, ali pa ki so bili še boljši knapi, ne, ker jaz pravim, so boljši, pa še najboljši. In mi, ta zadnja generacija, smo kao tehnološka, ki so imeli smo kar spali, pa vse na knof. Jaz bom tako povedal, da tale zadnja generacija, nekje tam od 2005, 2010, sploh teh zadnjih par let, ja, mojstro, vsem kumarata, o tem lahko rečem čisto vsem, kjer so to jamo odskusili in dan kapo dol globok predklon in čast, vedno mi iskreno kumarati, evo. Pa tudi, če se nisva tako zastopila, pa tudi, če je 2014 mogel jeti, pa tudi, če je mrckjer bil jezen tedi, pobi, zavedite se, kumarati pa punce, da vsi smo vedeli, da je leta 2000 konc. Kdaj bo kjer šel, pravila igre, se veste, da nikoli ni bilo fair playa na gverki. To je tako. Nažalost, zdaj po 10 letih, mrske bi drugače tudi jaz naredil, ampak še vedno jaz pravim, jaz bom manj ponosi in jaz mislim, da sem skušal in še skušam biti en dober predstavnik tega delavstva v Zasavju. Brez vseh političnih predznakov, predvsem to. To vedno poudarjam. Jaz pravim, politika, kumarat je neki, politika je pa nekaj, ker v politiki kumarate zgubljaš, tam jih ni več, tam so interesi in tu je problem. Ne? Ko se je enkrat Kameradschaft pojavljal politik, pa mi vemo, kam to pile.
Ti si bil v zadnjem obdobju sindikalist, pa tudi sva že govorila na to temo, kaj je bil največji problem politike pri zapiranju rudnika, da nikoli ni bilo jasno in glasno rečen konec je. Tule še enkrat, bom te mal, jaz pravim tu, najmeje reči, bil sem, normalno, bil sem, ampak bom tako pošteno povedal, jaz nisem bil v cajtih unih, so se jabke, pa na Rab hodili, pa ne vem kam, ampak dejansko je bilo po domač povedano zafukan. Res je bilo včasih, vprašam, je bilo reden tega, mrsker bo rekel, jaz sem bil do 2018, ampak sem skušal, pa še vam skušam biti ljudski človek za vse. Ne glede, iz uprave bil izum, ker te očitke velike. Mi je zančena gospa z uprave, ti se sam zaknape. Ne prav ti za gospoda, mislim. Jaz pravim, v tej sredini je tako, težko je biti za vse, nikoli ne moreš, ker jaz mislim v tej knapi, pa v podjetji, ko umira, praviš politika, s tistem dnevom, ki se je začel, že prej niso bili odnosi briljantni, ki se je začel postopnem zapiranje, se je to vedel, je bilo, odnosi so bili skrhani, bilo je s fajfom, bilo je fovšija, jeza, normalno, vsak ne enega gleda, tako spreziram, ali pa kukarkoli mu tu ne paše. V glavnem politika pa tako, jaz pravim, če imela jajca, pa ta beseda se tako prevečke, tu zdaj športniki pa vsi. Leta 2000, kjuzo narediti, zapreti frtike, tu bi bilo, naredite tu, če upate, Zakaj tedi smo imeli, ne 2014, ki je bilo konc. Jaz pravim vedno, to je moj str, jaz pravim, prav je bilo, se neko, pogreb je bil sfukan, po domač povedano, ampak sedmino smo pa kar dobro imeli, Za večino ljudi je bilo poskrbljeno. Jaz se oproščam, ampak tako v takem svetu živimo. Krutem, en več, en mej, en prej, en kasneje. Ampak v globali, če bi gledal, ker tisto, kar mi doma vidimo, kot slab, kot je bilo za nič, nekdo z drugod gleda, so imeli te tvoje, kak privilegiranci, kva so pa te drugačni od nas. Tu sem poslušal stalno v Ljubljani, sem hodil gor jukat. To prvo sem hodil jukat, pa sem hodil pa upit. In kaj bolj učinkovali? Ko pa vem, znajo tam gor v Ljubljani se znajo, mislim, znajo se fajn obrniti, kukor mislim, ne vem, kako bi rekel, kaj je učinkovali. Od začetka tedi 2014, pa na pol leta postavk, se mi zdi, da jih je kar skrbel. Smo bili tako kar en tak element, se mi zdi, neka sila družbena, sicer sam na papirji, bom pošteno povedal, ampak bilo je, pa se pa tu zvodene, pa sem pa videl, si sem razen zakona, kako se tu zavlačevali, pa pelamodili spet, pa spet, da se ne da, Vse imamo, tako kot sem rekel, Najbolj me pri tej stvar boli tu, da tedi, ki sem rekel 2000, politika, smo že v začetku naenkrat govorila, politika je imela vso legitimno moč, tedi bila je naša kao, zasavska, rdeča ali kaka, že pravimo, Imela vse vzvode, in dopoldne eno izredno sejo, roke dvignemo, elektrarne 3 bomo naredili, eno za Lego kocko, da so otroci igrali, Ne, mi smo pod pretvezo tega, pa nam neče rekel lev pa desni, Šli na referendum in so drug odločali od nas, Tu je meni žalostno, mislim. Se pravi, prenesli so odgovornost na narod, Tako ima, a ni dejansko v takih tehnih stvareh, to je za mene ključno, če pa energetika ni pomembna, pa ne vem, kaj je za našo državo pomembno, ne vem, izredne pokojnitve, to je očitno, pa noče nič, nobena politika, zdaj mi ker jaz sem človek na vdih, mislim, tisto, kar se zdaj spomnim, ti se rečem, ker se tudi ne pripravljam, se jaz kar, što na umu, to na drumu bi rekel, ali kako. Pa če se še malo osmeriva v migracije, ekonomske migracije. Tudi ti si obiskoval rudarsko šolo in tudi del vaših sošolcev je prišlo iz držav bivše Jugoslavije. Na kakšen način so prihajali takrat mladi fantje pravzaprav? Jaz se to moram spomnim, ne da peščica, to je bilo glavnina, večina, jaz se spomnim, da v razredih smo bili, mislim, da je bilo 75%, pa še od tega, v teh 75% je bilo še 10 migrantov, tudi, moram povedati, tudi iz, ne vem, kako te poznam, tudi iz blizu Dolenjskega, tudi tle so hodili, so naši bazeni, predvsem Bosne iskali, Bosna je bila predvsem, mislim, da je bilo celo 75, če ne celo več, se pravim, te statistike ne poznam, vem, spomnim se, fajn, jaz se spomnim, še kar smo v Komarati, z nektarjem smo še kar zdaj skrb Komarati. Se pravi, pri Komaratih ni bilo važno, ali je Slovenec, ali je Bosanec, ali je Hrvat? Pa sej, tu jaz pravim, mene najbolj pri teh stvareh motijo, ta pospraševaje, kaj kjer, sej. Je pa tudi nekaj res, da prišli smo
ali pa prišli, vsi smo iz nek prišli v tele Zasavje, ne. Vsi smo en priseljenci v končni fazi, ne. S tem, da smo, moja familija je že 150, 180 let tukaj. In so pa malo mej, ne. Zdaj bolj, pa tudi se mi zdi, ki je bila ta rudarska, predvsem ta, jaz pravim, realna delovna sila, bodimo pošteni. Tu so prišli semi, otrok star 14 let, strgan iz ognjiša, doma, jaz sem imel lepo domov, sem prišel, sem imel južno, Revež je šel on. In je popolnoma nekaj drugega, se pravim, zaradi tega imam jaz en tak, kumrata imam, se pravim, še danes zjutraj sem izjemen bil, no, ko se spomnite in imajo, mislim, so sprejeli to in njim je fino, tako je mjan, ne, jaz ne gledam tako, da je on z nek drugod. Rekel si, da si bil tudi ti v rudarski šoli in prišli so te fantje. A ste jim kdaj kaj ponagajali ali je bilo mogoče tudi to, da ste jim pomagali se vključiti v našo družbo? Oni so bili tukaj le brez družine in brez pravzaprav kogarkoli. Jaz, kakor se spomnim, to je 45 let že tega, ne. 40 let, no. Orka, ne neč rekel, ne kovno. Dolgo, ja. Dolg, ne. Jaz se spomnim se, da so vsi so fuzbal špilali. Dobro, jaz sem ga tudi, tu smo imeli stanjene. Pa tudi, ko smo se velikem parih je bilo, smo dejansko bili prijatelji tudi popoldne, ne. Mislim, te pobi, sicer je bilo pa tudi tako, ne. Internat, šula, vem, da smo tudi še zjutraj popoldne hodili, kaj grozno veliko cajta ni bilo. Pa pobi mlad, pa se veste, da prideš pa takoj v mladostniškem obdobju, hitno odpadeš. Jaz vem, da so najdeli partije, da smo bili partije. Nekih, da bi rekel, hodili smo na, spomnim se celo, da smo bili, kje smo že bili? V Omiši, pa na Rabi smo delali, pa celo to, ja. V glavnem, ja, dogaja se, stvari so, bili so opet normalni življenje, tako kot vsi drug, no. Mislim, ni bilo, ni bilo tako zdaj, no. Bilo je čist, ne vem, ne vem, kako bi rekel, no. Pa povej mi še kaj o šoli. Kako je bilo na rudarski šoli? Je to bilo tako srednja šola, kot je danes, dosti je bilo prakse, če se ne motim že? Ne, veš, kako je bilo to? To je bilo tako, ne. Z mojega vidika je bilo celo preveč svoboda, ampak dobro, ne bom komentiral tega, ne bom šel v detajle, no. Hočem reči, bila je, din mogoče, bilo je, ne so imeli za to kot neko kavbojsko šolo, ne. Se pravi, tudi moja življenjska pot je zgolj na ključe, zato ker je bilo tukaj pa tradicija. Ampak bilo je šola kot šola, mislim, edina mogoče je bila od začetka, je bilo malo za nas, pa ni to kritika, ampak taka je realnost, ne, je bila jezik, ne. Drugače pa ostalo pa šola, ne vem, klasika, prakse so bile tako, ampak praksa je bila odvisna, kjer program si hodil, ne. Ali si hodil v skrajšanega, ali si hodil 3-letnega, ali si hodil tehnika, ne. In bilo je že tako, že tudi, ne, višja stopna izobrazbe, ki je bila, mes imel prakse, ne. Bolj so te usposabljali za sedeje, pa za palamude, po domač povedano. Ja, ne žalost, kako je zdaj, ne. In zakaj so usposobili tebe? Ja, no, če bi potem seveda pa verjeti zunaj te zadnjo, čeprav ne, jaz sem do 2011 bil vsak dan v Luknji, imam čisto vest in vsak dan, tako da sem ta penzion pošteno zaslužil, kjer govori Krče, ampak Ampak bil si v Trbovljski jami? Ne, jaz sem bil od leta 2006, jaz sem bil prva skupina, ki je prišla v Hrastnik. Tedy se je potem začela ta fluktuacija, pa spremembe, pa odkop v Trbovljih, pa se je tam, pa je v Hrastnik v glavnem. Jaz sem prišel sem, 2006. Bilo je sicer kar zanimivo, ne, ker so nas sprejeli kot neke tujce, no. Mi smo tedy bili... Se pravi, Hrastničani so Trbovljčane sprejeli kot tujce? Ja, mislim, pa da ne v slabem tu, ampak dejansko je bil tu en tak velik gospodarski subjekt, ne. Tu ni bilo nikoli enotno. Lahko mi govorijo Krčijo, ne. Bila je jama, bilo je Hrastnik, Trbovlje, drugačen delovni pogoj, drugačna klima, ločen, ampak potem s tem zmanjševanjem delovne sile je potem ratala potreba, da se je pač to začeli mešati, ne. Mislim, v začetku je bilo malo čuden, ampak se človek navadi vsega, ne. Tako da je tudi tudi, ne, sočasno Hrastnik nisem, zdaj pa imam ga prav rad. Mislim, rad. Kakor ga imaš rad, mislim. Kaj pa, ko so Zagorjani prišli v Trbovlje? No, se ta zgodba je zanimiva, ne. Kako se je lepo, bom tle malo kritičen do naših zahodnih mejašev, ne, Zagorjanov, ne.
Kako se je tam tu vse lepo razrešilo? Dejansko, pa ne mislim spet, to je moje mnenje pač, ne. Pač so prišli, normalno so bili sprejeti, to so bili pridni pobi, to so bili, jaz sem povedal, da večinoma teh pobov, ki je bilo po jamih, moram tudi, ne vem, da je kako žensko z upravo užalo, ne, sej, da no Bog ne, da nas spet podelim posluša, ne. Ampak te punce so bile zaradi unih, ne, ker včasih jaz občutil dubo na RTH, ne, da smo mi tak, ne bodi ga treba, ne, po jamih noter, ne, se oproščam, ampak tako nežalost je bilo, ne. Inštanca uprave, to je bilo ko pršlo, ne vem, po mojem v Pentagon prej prideš, kakor tam dol, ne. To so bile take, hierarhija je bila grozno upoštevana za določene nivoje, ne, za določene pa ni bila, ne. Ker ne vem, nekateri so bili abonirani v tušice v življenju, jaz tople malce v življenju nisem do 20 pojedel, no, tako da je bilo malo razlike, ne. Drugače pa ja, pobi, mislim, večinoma, bom rekel, res priden, predan tem deli, patrioti, mislim, lokalpatrioti, tu je predvsem bilo potrebno povedati, ne, da ali si bil Bosanc, ali si bil Zagorjan, ali si bil Hrastničan, ali si bil Trbovec, ali pa v tem bazenu je bilo precej Siedrež, Laško, ne. Zanimivo smo tudi Sjala, meni je bilo od začetka čudno, tukaj, ker Trbovlje Beziru pač je bilo samo mesto Trbovlje, pa te hribi tle prki, jaz sem jim rekel hribus Gdritl je bil prki Marirek, to so te pobi, ne, so bili tudi izredno pridni. Tle v Hrastniku je bilo pa, se pravi, v Hrastničanu relativno malo, ne, mislim prav v Hrastničanu, bilo je predvsem Štromari, Kovači so bili, Knapi so bili pa večji, tu Siedrež, kaj je še tle, no. V glavnem ta gravitacija tle, ne Laško, no, ki je gravitirala. Pa prej Dolenci, ne, Šentjanž. Zagorjani pa tako, ne, Zagorjani pa tako vemo, Zagorjani pa Skukje so najboljši, pa najlepši, pa največ, mislim, površin, drugače. Urbano je še vedno pravim, da glavno mesto vemo, kot je, ne, tam čez hrib. Se pravi, je bilo ves čas to lokalno rivalstvo, malo v hecu, malo... Ja, pa se tu, jaz pravim, če je zdrav, da je tak, se tu more biti, se tu nas dela drugačne, ne, tu nas dela boljše, tu nas dela, ne vem, se pravim, tu nas dela velike, evo, nežo. Ne, ko stalno pravite, jaz pravim, Zasavje je, ima neko tako karizmo, ampak ne tako, ko jo predstavljajo tisti, ki ne vejo, kak je Zasavje. Najbolj sem jaz nesrečen, ko smo prej v politika ali pa v kulturi ali pa kar kmjane, jaz vam ne vi imamo, no, to bo tudi verjetno kdo zelo navdušen, če smem pripomniti, ne, mi imamo v Trbovljah par kulture, ne. Jaz se vedno spomnim, zelo tako znanje, ne, razen samodržči svetovne ali pa kaj takega, pa ne mislim tu, da no misla bivša županja, da jo mislim, ampak mislim, ne, par kulture, mi imamo še živečim Trbovcem, ki ne živijo v Trbovljah. Meni to nikoli ni bilo jasno, se očitno, zato sem knep, no, bil, ali pa bom, ne, ker bom do smrti. Mi imamo na primer spomenik Trbovcem, ki ne živijo v Trbovljah. Ko pride mogoče enkrat na let, malo pametovati, ali pa v Ljubljani reče, mat kurba, ampak imajo spomenik, ne, zato ker so, ne vem, da ne vem, kjer ga zdaj užalo, no, tukaj ne bom, čeprav včas mi je vse en čist, ampak dejansko in, no, že po teh stvareh smo čudaki, ker ponovadi, kakor jaz vem, v zgodovini se spomeniki postavljajo nekaj za nazaj, ne, a ni, da pomniš nekoga, ganib, ne, ki je nekaj dobrega, ne. Je pa tudi žalostno tudi, da imamo, nesploh na področju celotnega Zasavja, ne, imamo ljudi takih, da se jih lahko spominjali, ne, da kup, ne, in ki so tukaj živeli, ali pa ki tukaj živijo, ker jaz pravim, tukaj zdaj živeti v teh cajtih je pogum dejanje, ker priznajmo si, Zasavje je socialno, gospodarsko degradiran izredno, a jelni, tu je zemljane, so pročal, ima nove ideje, hvala Bogu, ampak roko na srce, tako je bilo včasih na unkoli več. Se po eni strani mogoče pač ta zaslomba, da smo res, malo smo zaspali, otopeli smo, no, in dejansko s tem nekim... Mogoče malo na lovorikah rudarstva ravno? Nažalost, ja, zihar, mislim, to je to. Ali pa energetika, no, ali pa bom rekel industrija, no, tako bom rekel, ne, ker meni se včas kar malo zdi, ko pravijo, smo rudarstvo, ne, mi se pozabljamo, da imamo tega delavstva ne broj. Glažerje v Hrastniku pravijo, ne, v Zagorju industrija relativno močna je bila, sicer edino, v Zagorju ima srečo, da je ekološka, no, edino to moram priznati, ne, da to sem se jaz vedno čutil, težke industrije pač ni bilo tako. Dobre, tu so strokovna mnenja, ne bom nič komentiral, ampak dejansko ja, in spomin vsem tem, ne, mislim, in preveč smo na tem, ne, in še zdaj, tak napočna je pa kao neka kruna vsega bila,
ki ima pa zdaj neko slab prizvok, ne. Tu se je pa vlekli, pa lamudili so, afna guncali, ne, tu je brez veze. Lejte, prvo se je začel s tem, pa s tem se je končal, nažalost. Zdaj smo pa rakete v luft spuščali, pa ne vem, kaj delali. In ne, sej jaz pravim, vsak konc je za neki noga mogoče pa dober. Pa če pogledava Zasavje, danes si mi navrgel, Zasavje ni majhno, mi smo veliki. Daj pojasni. Tako pravim, ne, že cel kontekst Slovenije smo en tak mehne, se tudi poslušamo vse. Za mene je Ljubljana ena taka evropska mal večja vas, skupaj je 300 000. Pa ne vem, ko so jih najdli, ker je še kar ne verjamem, da jih je tukaj, ampak dobro. Drugače vse ostale pa tako, ampak imate svojo, ne vem. Pa ne vem, zdaj vsi. Imamo določene specifike take, da smo lahko ponosni tudi, da smo veliki, pa ne zaradi rudarstva. Ampak spravim, zaradi posameznikov, ki tukaj živijo ali pa živimo, ko čutimo to, ko predajamo, mislim, zgodbe isto kot nekdo iz Primorske. Sej mi nismo nič drugačni. Mi smo ljudje, ko jemo, spimo, pravljamo stvari, ki jih vsak drug počne. Mogoče na mal drugačen način, mogoče pa glih tu naša velikost. Do danih situacij, tako kakršne je zdaj, ne, se jaz to vedno povem, ne, da jaz mrzkega takole pripeljem, ne, tudi malo ljudi vodim pa to. Ne, jaz pravim, a ni absurdno, da je za Trbovlje zdaj govorim, največ delodajalec bolnica, ne, mislim. Ne. Pa v najboljših cajtih teh postsocialističnih ali pa malo pred koncem juga 3000 zaposlenih bolnicah, jih ima zdaj dobrih 300 in a ni to absurdno? Mislim, nek javni zavod praktično, vse prav, da je, jaz se oklepam tega, Bog ne dej, da zgubimo to. Bog ne dej, čeprav ne verjamem v njega, ampak tako rjačem. In take stvari, ne, in poleg tega, da še kakšne, no, dober izziv, zakaj smo veliki, ne, zato ker vse to imamo mi tudi. Mi moramo tu obdržati, ne pa, da mi tu rušimo, da mi nekako se podrejamo nekom, ne. Centraliziramo, jaz pravim, zakaj bi mogli biti, ne vem, v Krškem, če imamo mi lahko tukaj v Zasavju, kak Kršk? Pred 200 letom za Kršk vedeli niso. Ja, roko na srce, tako je. In tukaj pa imamo infrastrukturo, imamo ljudi. Mi imamo kapital, tu smo mi. Pa imamo ljudi, glede to, da poslušamo v zadnjem času sploh v gospodarstvu veliko, da ne dobijo ljudi? Tako bom rekel, no, tle pa bom sindikalist. Okay. No, tle bom pa rekel. A se te gospodje gospodarstveniki kdaj vprašajo, zakaj do tega prišli? Ja, se jaz pravim, lahko dolg ti vlečeš, pa nateguješ, pa afne guncaš, pa čim mej. Dokler bom ja nekdo rekel, da ima namesto 5 milijonov dobička, bom po domač povem pizdo ga na brcu, milo rečeno. In tu je problem, zakaj nimamo ljudi? Ker smo v štarti, ker smo delo razvrednotili do konca, ker fizično delo ali pa tako delo, industrijsko delo ni vredno, a ima nič. Vsi bi pametovali, pa afna guncali. Evo, zato je to. In imamo potencial, je pa treba ljudi, ja, tako sem rekel, nagraditi, ampak zdi se mi, da smo malo vlak zemdili, ker smo pa zgradili generacijo, se oproščam, ker precej tega, ne, da pa dejansko noče delati. Nočijo, jaz to javno priznam, nočijo, jaz ne vem, a je tukaj težko, a res bolj lušen cel dopolne tam nek sedeti, pa kofe pit, pa prazno slamo klati, tako je na primer res dvojens, ne, čeprav je ne, no. Ampak si že oddelal svoje, ne, da je lahko zdaj. Ja, mislim, s čisto vestjo in mislim, da mi je, ja, sem v delu in bi še delal, bom poštejem povedal, da bi še kar delal, ne bi delal tisto, kar sem prej, ampak neki tazga, blazga, zato tiste rešitve, ki so bile pri 40 letih, to je bil strel v glavo. To je bilo noro in za lastnika mi sploh ni jasno. To je država ali pa inštitucija. 40 let star možakar v penzion, ki mu ne očitam, sicer so nas razbili do konca, ker tudi je bil konc enotnosti, kakor je že bilo 40 v penzion, drug dan pa lahko delal pa na črn. Dvakrat si, prvega sem penzion dal, pa še na črn. Pa nisem fovš, ampak tako sistem, kot družba ne more delovati. Tako je tu jaz gledam. Nisem benem fovš, prav deli, če češ. A je tako? In to je tudi to, kar si prej omenil, ločnico med rudarji. Eni so bili tisti, ki so delali 10 let, eni so bili tisti, ki so delali 20 let in tako naprej. A ne? In eni so bili gospodje, eni so bili pa rudarji z šaflo v roki. To je velika, se pravim, potem plaščam rudarstva, bi si rekel. Ne? Pa to ni samo rudarci, se to so posod. Ne? Se je kar velikih skril podjem. Ne? Tako da, ja, mislim, jaz pravim,
ni bilo zastoj tistih 28 let, v tistih res po domač povedano zafukanih pogojih, za penzion je bilo zvrhan dost. Zvrhan. Ampak tiste resolucije, ki so bile pa 20 let ali pa ne vem, ko so imeli 10 let, pa 15, 5 jame, pa ne vem, kaj so se izmišljali. Mislim, da najmlajši je tam pri 38, 39 šel v... Praktično so tu, zdaj v generaciji, tu so praktično, jaz pravim, malo starejši otroci, nekateri so še doma. In tako ljudje so v penzion hodili, mislim, delovno aktivni. Še jaz se pravim, pri svojih skoraj 60 letih se čutim delovno, mislim, grozno je. Sploh ne morem, mislim, deli več sajta bo pretekli. Tedi ne se bole zaradi tega, ker nekako veš, tu hmal gre, pa v penzion gre, pa ni mu treba ne šihteti, pa sem treba fukati, ne pa tak. Ampak zdaj pa, ko gledam za nazaj, je pa, mislim, bolan, milo rečeno bolan, če že nekaj drugega, no. Ne vem, kaj bi rekel, no. In to so bile solucije, ki so pripeljale nas do tam, kudar smo, no. To je to, ne. In Brskir bo rekel, ja, kurba ste fovš bili vi mulci. Ne, mi smo bili mulci sam fovš zato, ker leta 2000 bi rekli strici, rudari, tako so, pa se bom vrnil 2014, tisti so knjige dobili, so šli isto v jamo, pa so vedeli, da bo konc. Zato jim dam globok. Leta 2000 bi tudi tisti, ki so vedeli, da imajo dosti, bi rekli, leta. Za generacije se je treba, boriti se je treba za skupnost. Tu jaz pogrešam in zdaj mi učitati, ko mi nismo naredili. Imeli so cajta 20-30 let nazaj se dvigant, pa pokazati moč za Savjo. Zdaj pa se lahko mi pogovarjamo, ne vem če. Kaj, danes si rekel, da bo tudi čas, da poveš marsikaj na glas. A še kaj tazga, kar je ostalo, pa bi povedal javno, glasno? Ko javno, glasno. Jaz še enkrat povem, da Mjan, zdaj spremljam tole, gledam, Velenčani, mi nismo bili sposobni, pa ne vidim sjabaj, pa kjer je mojih bližnjih, bo vsak rekel, se vsi poznate. Mi nismo bili sposobni narediti firme za monitoring doma. Nas zapira firma, ki je v večjem kurci, ki je mrski v tej Sloveniji, premogovnik Velenje, kar na glas povedal. Jaz sem pred 10 letom, tedi, ki je bil štrajk, 170 ljudi spiska, ljudi zaposliti. Dobili bi aktivno delovno silo, dobili bi kvalitetno delovno silo, pa še cnej bi bilo. Nemogoče znotraj državnih firm. Evo, zdaj hodi 60 let star decik, jak upad. Cukr peki, vsak je dober. In ta ista firma z žegnam države zapira rudnik Trbovlje-Hrastnik. To je monitoring, kar je ostalno. In jaz opozarjam, jaz mogoče res tu z leti pride, ne. Gledam, ne, ljudje pravijo, se ne rihta, ne. Ja, vse imate lesnika, mislim, imate lesnika prvič državo, a se jaz zato, da mi ne pokličejo, kje so zaklonišča. Država tudi tukaj ni odgovorna, da bi te pravile igre naredila. Pa tudi, če jih je naredila z nekom, ki ni sposoben tega narediti. Evo. In Mjan še kar jaz pravim, tlej pa kritika lokalnim oblastnikom, da nikoli niso mogli skrb stopiti, pa določene stvari, ki pa res so vitalnega pomena za te, ker tle zapirajo rudnika, ni zajbanca, tu nisam požirajo gnarja, ampak so stvari, tu površine so vode, tu je mrskej drugega, jama, pa še kaj drugega, pa tudi ljudje. Pa ne zato, jaz pravim, Bog ne dej, tudi če benga v teh, ki so bili pol, ne videli, so mlad, so drug, sposoben, pa še gnar bi imel, za kako pametno stvar. Ki bi ostal doma. Tako, ga maj pa on tam. To je to. Zdaj pa, če smo se dotaknila monitoring, pa ne bo tudi to, ker to morda danes ne občutimo, lahko pa še nekoč morda fejst občutimo, če bo do česa prišlo. Omenil si, da monitoring je prevzel zdaj premogovnik Velenje. Vsi vemo, da so to ljudje, ki mogoče niti ne poznajo tako jame, kot jih poznajo še tisti živeči rudarji, ki živijo tukaj. Ali je zaradi tega tudi večja nevarnost, da se kaj pripeti in se ne bo odvilo tako, kot bi se moralo? Kakor je meni znana zgodba, sej izvaja zdaj ta monitoring jamski, izvajajo domači. Delajo, ampak je potrebno, da pijeti jih vmes. Tipična slovenska, je potrebno to. Pa čas odzivnosti, to je problem, jaz pravim. Če imaš ti doma, to je meni ključnega pomena. Ja, normalno, če se to, ne vem, ljudje ne poznajo in se tudi ne odreagirajo, ker on dejansko ima sami sabo problemo. Jaz mogoče in krivico delam, ne. Se dejansko po rudarski zakonodaji so on edin sposoben to početi, ne, kakor je meni zna, ne. Ampak roko na srce tudi mi smo imeli potencial in ga še vedno imamo, da bi te stvari ostale doma. Meni vse ne sedeš v Zagorju, v Hrastnikih ali pa Trbovljah, me po domač povedan, ne, ampak da smo tako pasivno se, sprejmemo, ne, s tako pasivo, da je vse lahkotno, vse bo je nekdo drug, ne, no tle pa smo mehni.
Tle smo pa že 30 let, od samostojnosti naprej smo mehni, pa že prej v jug smo bili. No. Čeprav s koruzmo, da smo. Dejansko, to je to. Evo, tle smo pa, takle smo palčki. Padli na celi črti. Čist. Kako vidiš prihodnost Zasavja? Čizares. Škoda, da živimo pač v cajtih, da jaz drugače svetl vidim. Jaz mislim, pač jaz mogoče bom malo tak vizionarsk. Jaz imam čut, da še čist spodna še nismo videli čist. Mi tonemo, mi 200 let za vsem tonemo. Ne? Ampak pa že nižji ne more biti. Ne? Jaz pravim, zreducirali se bo pač, kar se bo zreducirali, tisti, ki bomo želeli tukaj ostati. Je pa, kot sem že prej rekel, te vitalne inštitucije, moramo boriti se, da ostanejo tukaj. Ne bo tukaj sistem šolstva. Mi se ne zavedamo, ko imamo tukaj. Mislim, dejansko se ne zavedamo, da je treba sam jeti mogoče na avtobus, ampak mi smo bolj brihni. Mi gremo na avtobus, pa se penemo, ne vem, v gimnazijo v Celje, namesto Trbovlja. Ampak iz Hrastnika avtobus je boljši do Celja kot do Trbovlja, to je pa druga zgodba. To bom pa, ampak to, se to temo, nažalost se ukvarjam, mogoče bi tako rekel, da sem, vse poskušam biti aktiven. Sicer ne tisti, da bi sam plul, ne, ker jaz vidim tudi lepe stvari. Ne, ker nekateri so vedno celo vzvodom oči imeli, pa sam pluvajo skozi, ne. Jaz bom rekel, to je pa stvar, ne vem, jaz sem dobil pač odgovor samih teh prevozov, ker me je tudi zanimalo, da je pač to ni stvar lokalnih skupnosti, ampak stvar prevoznikov, kakor je meni to znano. Je pa res, ampak nekako se je tu se moramo nekako priznati, da je Hrastnik vedno gravitiral na Celje, da Zagorja, Litijska gimnazija nekako, govorimo samo o tem, ne vem, mislim, meni to ni jasno, se končni faz je škoda, ker mladi tudi želijo izven kraja, ker tudi ni slabo, da vidijo kaj drugega. Res je, ampak nekako, jaz pravim, če bomo res populacija sam starejših, če se bo res ta ne vem, slika demografska tako slabšala, ne, ker Hrastnik poslušam, da mislim, da ima najstarejša populacija skoraj, ne. Tako. No, to pa je zaskrbljujoč. Nasploh Zasavje imamo zelo staro populacijo. Ne. Poglejte, Mijana, jaz tukaj pametujem. Jaz sem med mladem. Ne, skušamo, ne, sej tudi razlika je v tem, kako živiš, pa kako si ta cajt, pa kako si življenje dojemaš. To je, sej, če te kolen boli, te pač boli, ampak dejansko pa, ali pa, ne vem, slabo vidiš, ali pa, ne vem, ampak dejansko življenje v Zasavju je fajn, jaz še enkrat rekel, meni poznamo, vse kakor je po eni strani to hiba, je po drugi strani fajn. Ne? Meni je všeč, da pridem v Hrastnik ali pa v Zagorje, pa grem po cest, pa ga upoznam, porka Madonna, rečem pizdo materno, ko pa title, šel sem, grem pot srečno, pa grem čez cel Zagorje, prehodim, grem še tam okoli, ker mi je premal, pa grem na kofej skiram, pa kako rjačemo. Tak ne, tu pa imamo ti se mi zdi. In zato, ker smo majhni, smo veliki, ne? Tako, se pravim, rjačemo.